Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Vem, da tega na televizijah niste vajeni, ampak imam eno dobro novico. V Sloveniji je vedno več kmetov in to takih mladih kmetov. No, med njimi pa je tudi Bogdan. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Ja, iz Sončka, ne, oziroma iz Zavoda Sonce. Točno. Tako. Zakaj si se ti odločil, da boš kmet, namesto da bi bil en poslovnež ali pa računalničar, pa cele dneve preživel v pisarni z računalnikom? Ja, nedolgo nazaj sem tudi bil v taki vlogi. Sem bil večina v pisarni za računalnikom in vse ostalo. Pol pa, ko več nekako v pisarni oziroma v nekem ujetem okolju ne vidiš izziva, ki te vleče naprej, je čas, da sam sebi pogledaš v obraz in rečeš, okej, na tem več ne rasteš, nimaš več stika s tistim, kar ti daje energijo. In ponovadi je to narava, nekje zunaj in pride do te odločitve. Je pa tako, da tudi današnji kmetovalci ali pa mlajši kmetje moramo biti poslovneži, če hočemo svojo pot nekam naprej peljati oziroma vizijo pač neko uresničevati. No, ampak Zavod Sonce, recimo, kolikor jaz vas spremljam, vi imate polno enih takih in drugačnih stvari, za eno rdečo nitjo za dobro človeka, pa da najde spet tista prav stik sami s sabo. Ja, Zavod Sonce je nekako nastal z idejo, da ljudem ponudimo nekaj več, nekaj drugačnega. Ko smo se odločali pač, kako bi Zavod Sonce funkcioniral, je prvo prišlo do tega, da smo ustvarili en center, to je Tempelj Sonca v centru Maribora, in potem, ko smo ta cilj dosegli, smo videli, da rabimo nekaj več, da rabimo neko svoje posestvo, kjer bomo lahko ustvarjali dejansko dobrine, ki bi jih ljudem radi podarili. In iz tega je potem nastala ta moja druga pot, da sem pustil redno zaposlitev, se zaposlil kot kmetovalec in pričeli delati na kmetiji. In dan si ponosen, kad ti nekdo reče, da si kmet? Ja, sem ponosen, zato ker vem, da pač je to ena druga dimenzija delovanja človeka, stika z naravo in vsem tem, kar pač sodi zraven. Vso spoštovanje in hvala za vse te darove, prav zares. No, najin namen in poslanstvo pravzaprav danes pa je, da poviva kaj več o konopljinem čaju. Zdaj, zadnje čase se mi zdi, da se malce več govori o tem, in kaj je bistveno, kar moramo vedeti pri konopljenem čaju? Zdaj, na trgu ali pa kakorkoli mi, ko smo spremljali, kaj bi sploh sejali, smo se odločili za konopljo. Zakaj? Zaradi tega, ker je konoplja bila rastlina, ki je bila v Sloveniji včasih bistveno bolj posejana in je v tem trenutku ni toliko veliko, oziroma zdaj v zadnjih letih zopet v porastu. Zakaj? Zaradi tega, ker farmacija pač ni imela nekega zaslužka, da bi škropiva in vse ostale zadeve prodajala nam kmetovalcem, da bi morali škropiti. Konoplja je ena taka rastlina, ki škropljenja načeloma ne rabi, niti ne rabi nekega gnojenja, pa zelo lepo raste. In zato smo se pač za njo odločili, izključno za pridelavo čaja v prvem letu našega kmetovanja smo se odločili zato, ker je čaj ena taka tekočina, ki jo lahko vsakodnevno uporabljamo in nam nudi veliko pozitivnih učinkov. Zdaj, čaj je ena specifika, zato ker jo je treba večina ročnega dela, je treba se odpovedati pridelku semena, zato da dobimo kvaliteten čaj. Ampak zdaj, recimo, če nas bodo gledali gledalci, bojo rekli, a to si zdaj zadet od tega? Ne, v dobeni fazi ali pa v dobenem kontekstu govora o industrijski konoplji ne govorimo o rastlini, ki bi vsebovala eno koncentracijo THC-ja, to je te psihosomatske snovi, ki bi dejansko na nas imela nek poseben vpliv ali pa da bi bili po domače povedano zadeti. Vsebuje pa konoplja določene antioksidante, kanabinoide, ki so prisotni in dejansko povzročajo izboljšanje nekih ravnotežij v našem organizmu. Krasno. Prej si povedal, da ima konoplja neke take in drugačne učinke, tudi vsi poznamo, mati Tereza recimo je bila zelo naklonjena temu, je tudi govorila, pa konopljo najdemo že v svetopisanskih spisih, sicer so jo malo ven butnili zaradi takih in drugačnih stvari. Skratka, to so stvari, ki so že mogoče majčkeno bolj ali manj jasne. Naše poslanstvo je vsekakor, da odpremo še majčkeno bolj oči tukaj, kar se tega tiče. Ampak meni so rekli, da ko greš kupiti konopljin čaj, da moraš
imeti malo osnove, nekega takega znanja. A greva midva za pult, pa greva to v akciji, reakciji, da ne bomo samo govorili, ampak da bomo dejansko lahko tudi videli, kaj, hvala lepa, kaj, zakaj, kako in na kakšen način. Ja. Tukaj imava zdaj tole, pa imava tole. Kaj zdaj tole? Ja. V trgovinah po večini zasledimo na prodajnih policah konopljen čaj in ljudje pač mislijo, ok, konopljen čaj, to je zdaj pač ena vrečka, kjer je not nekaj od konoplje. Dejansko je to res, ne? Tukaj imamo zdaj mi vršičke konoplje, to je pač, so vršički, ki jih v času, ko rastlina raste, odrežemo in s tem ustvarimo to, da se iz enakovrednega stebla razvijeta dva popolnoma enakovredna vrhova. Ampak to, če zdaj primerjamo z tem, ne, ki pa je cvet konoplje, ne, tukaj se vidi, da so to dejansko cvetovi, ne, tu so semena bila gor, ne, oziroma še jih večina je. To je pa rezano v času aktivnega cvetenja. In zdaj, če primerjamo ti dve sestavini, to so samo vršički, ki dejansko nima dobenih eteričnih olj, dobenih drugih snovi in pa to, ko pa je dejansko cvet z vsemi eteričnimi olji in pa substancami, ki jih industrijska konoplja premore. In ko kupujemo mi čaj iz konoplje, moramo se zavedati, da naj kupimo čaj vršičko oziroma cvetov konoplje. Cvetovi pa vršički, to je dvojna različna stvar, ne? Mi želimo kupiti čaj iz cvetov industrijske konoplje, ker vsebuje eterična olja, vse ostale druge substance, ki jih to ne. Če primerjam, da bi malo bolj jasno ali pa bolj plastično bilo povedano, to je enako, kot če bi kupili kamilični čaj, ki ga vsi verjetno poznamo, in bi bil v tem primeru v kamiličnem čaju zgor listi kamilice, v tem primeru pa bi bili cvetovi. In zdaj, če primerjamo to, normalno, da v tem ne bi bilo nekih učinkovin, ki bi imele nek pozitiven učinek na naš organizem. Katere pozitivne učinke pa ima? V prvi vrsti konoplin čaj zelo dobro dviguje našo imunsko odpornost. Deluje protivnetno v primeru, da imamo kakšne težave z vneti in temi zadevami zelo dobro učinkuje. Potem zdaj sploh v spomladanskih mesecih zaradi svojega grenkega okusa povzroča to, da naša jetra bolj aktivno delujejo. Delovanje jeter torej spodbuja. Vpliva na zmanjševanje telesne teže in podobne zadeve. Zdaj, če bi ga primerjali v zelo grobem pomenu, bi lahko primerjali konoplin čaj iz cvetov industrijske konoplje z zelenim čajem, z učinki zelenega čaja, s tem, da ne vsebuje teina. Bistvena prednost, ki pa jaz vidim, je pa to, da je ta čaj pridelan v Sloveniji, kar pomeni v lokalnem okolju, vsebuje neko energijo domačega okolja, ni transportiran tisoče kilometrov od ne vemo kje, in dejansko ne gre za noben kemijski postopek. To so dejansko cvetovi, ki so na tak način posušeni in jih pa jih obesiš, da se posušijo. Tako je to obešeno in potem, ko mi to pakiramo v to embalažo, se pa zgolj to ščisti v tak način in to je konoplin čaj. In to je konoplin čaj. Evo, jaz imam tukaj vročo vodo pripravljeno, lahko dava noter, se pravi, če lahko pokažeš, koliko je zdaj recimo, koliko je tule, en liter je, ne? Tu imamo verjetno približno liter, kar pomeni, da dva taka vredo ščepca damo v čaj, v to vročo vodo, in potem pustimo približno 3 minutke, da se to namoči in potem pač to zlijemo. Zdaj, da pa se izločajo nekatere substance, kot na primer CBD, iz konopljenega čaja pa bi bilo idealno, če bi čaju dodali še malenkost mleka ali pa kapljico katerekoli maščobe, lahko tudi konopljenega olja, da se pač te snovi topijo v vodi. Na tak način pač zadeva funkcionira. Super. Evo, tole bova 3 minute počakala, se lahko usedeva nazaj. Evo ga, fino. Pa ne bom zadeta. Ne, zagotovo ne. No, se mi zdi, da po tej žalski dogodivščini, da so ljudje malce zmedeni in prav je, da jih osveščamo in da govorimo o vseh teh stvarih. 3 minutke bo zelo, zelo hitro mimo. Omenili smo to, da je izjemne vrednosti, da uporabljamo slovenske izdelke, ne samo zato, ker podpiramo slovensko gospodarstvo in take posameznike, kakor si ti, ki si rekel, nič pisarna, sonce, zemlja, fajn, frišna voda, to je to,
ampak vendarle, če pogledamo vse te ostale stvari, zakaj je še dobro, da uživamo slovenske izdelke? Tiste, ki so tukaj narejeni. Jaz mislim, da je tako na energijski ravni. Ja, najbolj bistveno je to, da je tukaj stik domačih ljudi, ki delajo to z rokami. Ja, mi se zavedamo tega, da so izdelki, ki so slovenski, nekaj dražji, ampak v primerjavi s čim so dražji, jaz vedno ljudi vprašam. Zelo težko je primerjati našo delovno silo ali pa moje delo z delom nekoga, ki živi na Šrilanki in je tam standard 700-krat nižji kot pa pri nas. In če se to primerja, potem ni primerjave. Drugo pa je, da mi živimo v enem okolju in mi, ki smo kot, bi rekel, neki mladi pridelovalci dobrin, živimo za to, čutimo zemljo na drugačen način. In večina nas se zaveda, da se moramo tudi mi naravi na nek način zahvaljevati za to, kar nam daje. Kar včasih ni bilo. In jaz verjamem, da vsi izdelki ali pa pridelki, ki jih kmetovalci v tem obdobju pridelujemo, vsebujejo to eno toplino ali pa ljubezen do materijala, ki ga pridelujemo, ali pa do živil, ki jih dajemo na trg. Jaz verjamem, da je to tako vsaj v sferi ekoloških pridelovalcev, zato ker je vseeno bolj specifika, ne uporabljajo se neka sintetična škropiva, gnojila in vse ostale zadeve. In jaz vidim, da tudi ostali kmetovalci, ki se poslužujejo pač določenih sintetičnih pripravkov za zatiranje nekih stvari, bojo slej ko prej spoznali, da smo mi, ki nekako na zemljo drugače gledamo, na pravi poti. V lanskem letu, naprimer, ko smo mi imeli posejano konopljo, mi nismo škropili proti nobenim plevelom, proti nobenim boleznim, pa je njiva bila popolnoma čista. Ni bilo nobenih plevelov, ni bilo travinja ali česarkoli. Ko smo konopljo odstranili, je to bila čista njiva, na kateri smo letos posejali potem piro. Omenil si Šrilanko. Ja. Prejšnje leto, poleti, sem se tudi sama odpravila v Šrilanko in seveda obiskala tovarno čajev, zaradi tega, ker sem dejansko hotela videti, kako zdaj pride do tega. In ko sem prišla na te plantaže, mi je bilo super, videla sem te ženske, ki dejansko z rokami vse to pobirajo, dajo v koš. Vidiš, da živijo za to in živijo iz tega pravzaprav, ker drugega dela ni. In to je vse lepo in prav, čudovita zgodba, fajn sem se počutila med njimi in vse. Ampak potem, ko sem pa videla tovarno, pa ko sem videla dejansko, ne vem, to so revne vasice, ampak tovarna sama ima pa najnovejšo tehnologijo, tako in drugačno. In tam sem pa, veš, tam sem pa zgubila občutek. Sem se pa počutila res kot v eni strojnici noter in ni se mi zdelo, da glede nima veze zdaj, koliko imaš ti tam neke sodobne naprave, pa čaj si ne zasluži tega, le kako je bil lepo obran, lepo je zrasel vse, in potem ga na tak način mehanski obdelajo. In to mi recimo ni bilo tako všeč, zato sem tudi odvedno kupujem slovenske izdelke, ampak tukaj sem se še potem sploh odločila. Ampak druga stvar, ki jo pa vidim kot mogoče izziv v Sloveniji, je pa ta, kaj je navedeno recimo na embalaži. Veliko pridelovalcev oziroma veliko takšnih, ki kupujejo in prodajo naprej, imajo napisan na vrečki pač slovenski izdelek, ampak dejansko so ga samo prepakirali. Ja, tudi mene to moti sploh na nekaterih sejmih, kjer pač malo pogledaš, kaj trg ponuja oziroma pač kako se gibljajo cene določenih izdelkov, se točno vidi razlika. Tisto, kar je iz uvoza pripeljano in prepakirano, je cenejše in je za mene na nek način totalna nelojalna konkurenca. Vem, kako zadeve delujejo nekje, naprimer na Šrilanki, kjer je pač moč kapitala tista, ki določa tempo, kako bojo ljudje tam živeli in na kak način bojo ljudje na drugi strani ali pa na drugi celini te izdelke kupovali. Ampak veš kaj na Šrilanki recimo? V tej tovarni, ki sem jaz bila, pod Adams Peakom, v tej tovarni nabirajo isti čaj, ki je obdelan na isti način, prodajajo pa 10 blagovnim znamkam, s tem, da ena blagovna znamka ima ceno 20 evrov za škatlico, ena ima 10 evrov, ena ima pa 5 evrov, ampak v osnovi je to isti čaj. Ja. To je pač politika
podjetij, ki delujejo na trgu. Jaz zdaj pač zagovarjam to teorijo, da to, kaj pridelamo mi, kot naprimer, ta čaj ni šel čez noben postopek kemijske predelave, česarkoli, mi bi rekel, za nek evropski trg smo mi butična proizvodnja. Mi pridelamo približno 250-300 kg čaja na leto. Za nas je to kot neko kmetijo sorazmerno dosti. Če preračunamo, ne vem, v te embalaže čaja, je to približno 7000 enot, 6 do 7000 enot. Zdaj, v kolkem času, mene sprašujejo, v koliko času pa ti to prodaš, Niti ni pomembno, v kolkem času mi to prodamo, bolj je pomembno, koliko so ljudje ozaveščeni in iščejo izdelek, ki je predelan ročno pobran, posušen, zapakiran in ni šel čez noben postopek kakršnekoli strojne predelave ali česarkoli. Res je bilo vse na roke narejeno. In jaz pravim, takrat, ko bomo mi do te točke prišli, da bodo ljudje ozaveščeni, da je to bilo ročno narejeno, tukaj doma v Sloveniji in ponujeno ljudem, takrat bomo prišli mi do tega nekega zadovoljstva, ne glede na to, v kolkem času bomo mi to količino čaja prodali. No, ampak v Sloveniji se zadnje čase dogaja to, da vedno bolj živijo majhne trgovinice, zelene trgovinice, zdrave trgovinice, kjer ni tavžante izdelkov, ampak pač od lokalnih pridelovalcev v Sloveniji. In potrošnik, zdaj postavljam hipotezo, se mora naučiti, da reče, kje to rase, kako je bilo to obrano. Točno to. Jaz mislim, da vedno več ljudi ve, kaj želi. Ampak tisti, ki proizvajamo, jih pa moramo poučiti, kaj pa so neke razlike. Tako kot smo prej govorila, kaj je konopljin čaj iz vršičkov in kaj je konopljin čaj iz cvetov. Prav je, da tisti nekaj proizvajalcev konopljinega čaja iz cvetov, to poudarjamo, zato ker tisto, kaj so vršički konopljinega čaja, nima nobenega učinka in so na nek način potrošniki zavedeni. No, ampak en bo rekel, zdaj sem se pa jaz odločil, sem kupil konopljin čaj, pa ne bo vedel, kaj ga gre kupiti, pa ga gre kupiti, pa ga proma, pa reče, to ni nič. In dejansko slabo luč vrže na vse ostale, ki imajo pa slovensko vzgojene, brez kemije in ročno pridelane. Točno to. Zdaj, zato sem jaz tukaj, zato sem prišel v oddajo, da pač to poudarimo, mi na nek način poučujemo tudi prodajalce, čim več ljudi hočemo ozavestiti na tak način, da vejo, da vprašajo, ker ko jaz se odločim, da nekaj kupujem, bom zato vprašal, je to, kar iščem, je to najboljše dejansko, kaj iščem, ker v Sloveniji jaz verjamem, da je ogromno proizvajalcev, ki krasne stvari proizvajajo, ampak jih ljudje ne znajo najdeti. In zato smo pač... Zato smo vas pa povabili, zato da nam razložite te stvari. Pa še midva sva se že enkrat družila na Žerjavici. Točno. Ja, tako da, evo, super. Zdaj je že malo več kot 3 minute, ampak ne bo nič narobe. Ne bo nič narobe, zdaj opazilo se bo, da čaj malenkost pogreni, ampak to ni dobena slaba lastnost čaja. Še tebi? Ja, prosim. Je pa zadeva takšna, da si pri konopljenem čaju moramo vzeti čas, pa nekajkrat poskusiti, na kak način ga pripravimo, da bo za nas najbolj idealnega okusa. Ni grenek. Ja, jaz cukra ne dajem v čaje. Ne, tudi jaz ne. Ravno prav smo zadela to količino in tak naj bi približno bil. Čuti se okus, ki je tak poln, čuti se tudi von, ki je približno tak. Zdaj, če bi dodali eno kapljico, dve, mogoče na ta večji vrč, tam 3-4 kapljice enega olja, bi v čaju vse še bolj okusle te aromatizirane snovi, ki jih ima konoplja. Marelično olje bi šlo? Tudi marelično olje bi šlo. Vse, karkoli je maščoba, ker maščobe povzročijo v vodi to, da se snovi, eterična olja in pa antioksidanti, kanabinoidi topijo v vodi. Zdaj za informacijo lahko povem, iz cvetov, točno iz tega materijala se proizvaja tudi olje oziroma smola konopljina, ki je pač tolikokrat večja koncentracija CBD-ja. Ampak to je že potem sintetični postopek.
Cvetovi se predelujejo po določenih postopkih in potem dobimo temno pasto, zelo gosto, ki pač vsebuje dosti večjo koncentracijo CBD-ja, kot je vsebuje čaj, ampak to je pač taka koncentracija, ki jo mi v čaju lahko dnevno uživamo. Koliko pa jaz zdaj lahko tega čaja pijem? Načeloma ni možno predoziranje tega čaja. Tudi če hladnega pijemo, tudi če toplega pijemo, mi ga priporočamo, da se ga pije pač v spomladanskih pa zimskih mesecih, potem čez poletje mogoče manj, pa nadoknadimo to z katerimi drugimi, pa potem v jesenskem delu zopet. Zakaj? Zaradi tega, da se naše telo čisto ne navadi na naravne sestavine, ki so manj močne, kot na primer antibiotiki in vse ostale druga kemija, da jih telo zazna, da pozna nek impuls narave, ki ga dobi. To sem že prebrala, da ni fajn, da se nacejaš s čajem, nekim takim, ki ima super učinke, da se telo navadi. Da se telo ne navadi. Točno to. Zato jaz priporočam, da v zimskih pa spomladanskih mesecih mogoče več, 2 do 3 skodelice, v poletnih mesecih, takrat, ko je izredna vročina, ko več ne vemo, kje bi bili v senci oziroma na kak način bi se ohladili, pa bodo gledalci tudi opazili, da zelo paše hladen konopljin čaj, ki je grenkega okusa, ker s tem, ko se bo sedaj čaj ohlajal, bo postajal vedno bolj grenek, zato ker pač pride do določenih reakcij. In tisti čaj pa nas res osveži, ožeja na nek način v poletnih mesecih. Odlično. Hvala Bogdan za vse te informacije. Evo, bomo mi kuhali tole. Hvala lepa. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, na www.klepet@kavi.si lahko najdete še kakšno zanimivost, takšno in drugačno, tudi o konopljinem čaju in vseh takih čudovitih darovih, ki nam jih nudi naša mati zemlja. In kakor ste slišali, spraševati, ko greste kaj kupati, kje pa to rase, kako je bilo pa to obrano, vse veste, za vas gre. Dajmo v svet lep.